Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno učiteljica Metka Zorec in Gregor Macedoni, župan Novega mesta. Metka, Gregor, zdaj v odmoru za oglase smo se pogovarjali in smo ugotovili, da vsi trije dobivamo kar precej anonimk. Metka, kako je zdaj s tem vprašanjem anonimk na šolah in vprašanjem varnosti nasploh? Nepoklicani včasih dobimo občutek, seveda preko medijev, da je to kar velik problem in da nekako šole se ne znate spopasti z njim ali pa mogoče nimate sploh mehanizmov, da bi se spopadli s tem problemom. Kako je s tem v resnici? Ja, anonimke povzročajo zelo veliko težav. Tako v vrtcih, v osnovnih šolah, malo manj v srednjih šolah. Povzročajo pa težave in vzgojiteljem, in ravnateljem, in učiteljem. Jaz imam zelo zanimivo tudi osebno izkušnjo z anonimkami, ne s pregledom, ne da sem sama bila anonimno ovadena. In sicer že pred 5-6 leti so se najprej vzgojitelji, potem pa tudi ravnatelji vrtcev postavili proti tem anonimkam in obvestili vse mogoče, pač od sestankov so imeli z inšpektoratom, z ministrstvom tudi za javno upravo, ker je zakon o inšpekcijskem nadzoru nad pač tem zakonom o šolski inšpekciji. Potem so to štafeto prevzeli ravnatelji osnovnih šol in se dobivali celo s poslanskimi skupinami, pripravili pravno mnenje s 3 uglednimi pravnimi strokovnjaki. En od njih je gospod Igličar, Albin Igličar, ki se vsi trije zavzemajo za ukinitev. Katero rešitev so v bistvu predlagali? Bilo je tako, mi nismo proti anonimkam v smislu, da bi mi radi razkrito ime od prijavitelja. Mi želimo, da je vsaka anonimka podpisana, anonimna prijava, in da je znan prijavitelj inšpektorju, ta je pa tako ali tako dolžan ščititi pač to ime. Ampak kaj bi vi recimo pridobili pol? Mi bi pridobili to, da ne bi prihajali do teh grozljivih anonimk, ki res rušijo ime učiteljem in vzgojiteljem. In pridejo pol v javnost, če te prav razumem. Pridejo v javnost. Dogajalo se tudi, da je prišlo recimo lokalne časopise, kasneje je bila ta anonimna prijava uvržena, učitelju pa ni nihče povrnil dobrega imena, tako da prihaja do velikih težav. In anonimk se poslužuje marsikdo, od lahko, če je res anonimna, predstavljajmo si, od učencev, staršev, kolegov, ki so ljubosumni, ravnateljev. Pa nekoga, ki ima čas, pa veselje pisati tudi nekoga, ki ima čas, kogarkoli. Mi smo potem to štafeto učiteljsko združenje prevzeli od ravnateljev in pripravili res obširno pravno mnenje s temi pravniki, še gospod Marko Novak je sodeloval in Nina Ana Jegar. Šli tako daleč, da smo pripravili peticijo, zbrali 7000 podpisov in celo pripravili tiskovno konferenco, ki je bila obiskana vseh medijev, se pravi časopisnih, televizijskih, radijskih in tako naprej. In kaj je bil epilog? Med sabo smo pa združili najbrž prvič tudi v Sloveniji, pač vsa združenja od vrtca do, se pravi, vsi ravnatelji, vzgojitelji in tako naprej do srednjih šol. Epilog pa je bil, da se ni zgodilo nič razen enega odgovora varuhinje človekovih pravic, kratkega, in da so nam s Komisije za peticijo v Državnem zboru odgovorili, da so opozorili obe ministrstvi, naj se izrečeta, strani ministrstev pa popolna tišina. Tako da zdaj, ko je vlada ne deluje, tako kot bi morala, to najbrž ni ena od prioritet, in če si spet lahko predstavljamo, tako bo zdaj z novo vlado še enkrat, se pravi, v vseh teh 5 let, ko se je to intenzivno dogajalo, še enkrat bo treba začeti od začetka. Zahteva ogromno potrpljenja, vztrajnosti in tako naprej. Gregor, ti si prej rekel, da tebi že celo podpisani grozijo, ne? A je nevarno biti župan in zakaj je biti nevarno župan? Saj to je nekako nelogično, ne? Mislim, župan... Zelo težko se pritožujem zaradi anonimnih ali kakšnih drugih grozilnih pisem, ker verjetno je to že vpisal del in nalog župana, da boš to dobil. Potem se te anonimke romajo do kriminalistov, te obiščajo, z nekaterimi se že osebno poznaš, pa pridajo pa reče, lejte, to smo mogli pač pridati. Policija mora reagirati na vsako prijavo. Tako je, in dejansko je to del neke kulture. Jaz to ocenjujem kot del tega morda, kar je tudi Tomaž Tihov na začetku govoril, se pravi, da imamo neko negativno kadrovsko selekcijo v politiki in ne bomo imeli še nekaj časa, če ne bomo nekaj naredili. Mogoče je to lahko tudi povezano s to plačno zgodbo, ki smo jo prej govorili. Če ima slovenski predsednik vlade 20krat nižjo plačo kot njegov avstrijski kolega, ne vem, če je to nekaj, kar je lahko primerljivo. Ne moramo biti ponosni na to. In verjetno se potem to zruši v celotni verigi, ni odgovornosti, kot čemer smo tudi že govorili.
Tako da verjetno bi mogli to osebno odgovornost, to izpostavljanje, ko bi komentiral in se upal govoriti o nečem, da bi to zatem tudi stal in imel neko odgovornost. Saj vemo, politiko danes se upa vsak komentirati, vsakega blatati. Ampak tako, realno gledano smo župani verjetno v celotnem političnem prostoru še vedno na boljšem. Tudi zdaj mislim, da je neka zadnja raziskava Valicon ali nekaj podobnega je izkazala se, da je to zaupanje ljudi do županov še zmeraj više, kot je nekako povprečje politike ali do nekih drugih inštitucij. To je verjetno to, da smo vsem bliže ljudem, da rešujemo konkretne probleme na terenu. Vendar seveda s tem ne rešujemo splošnega vzdušja v Sloveniji do politike in do tega, kako se obnašamo, do tega, kar je nam skupnega in kar moramo skupaj delati in gledati v prihodnost. Zdaj, po volitvah bo prišla pač neka vlada, neka nova vlada, ne? Kaj bi tej vladi vidva položila na srce, kaj so tiste nujne stvari, ki bi jih morala zagotovo pač urediti, vsak iz svojega področja, iz različnih vlog, ki jih opravljata. Oba sta starša, aktivna državljana, profesorca, župan in tako naprej. Skratka, kaj vidva pravita, ne, da ne bojo samo politiki govorili, zdaj, ki je predvolilni čas, trosili te svoje obljube. Kaj vidva pravita, kaj je tisto, kar bi res morali urediti v Sloveniji, zato da bi nam vsem skupaj šlo bolje ali pa še bolje, kot nam gre sedaj? Jaz se bom upal kar beseda malo vzeti. No, izvoli. Jaz bi rekel, zdaj moraš biti zelo zdaj prepričljiv, veš. Izvoli. Ker ne bom kandidiral na državnozborskih volitvah, to je dober začetek. Si upam morda malo več povedati, ampak neka želja bi bila, recimo, da bi se dobila neka večina po volitvah, ki bi rekla, sistemske spremembe na 4-5 področjih bomo speljali in gremo potem na nove predčasne volitve. Ne. Jaz mislim, da moramo tako v političnem sistemu, kot v nekaterih drugih podsistemih neke stvari rešiti, ki jih ne bomo nikoli rešili, če bo vedno neka koalicijska vlada, kjer bo drugega lahko izsiljevali in vemo, da naš trenutni sistem v to smer pelje. In potem seveda je prekratek čas, všečnost in sistemskih sprememb ni. Jaz verjamem, da če bi nekako vseeno ločili določene podsisteme od prevelike oblasti, ki jo danes imajo, ker je pač tudi politika je nekako brez realne moči. Jaz mislim, da danes nekoga, ki ga lahko postavijo za ministra, ga lahko tudi naslednji dan nekdo, če mu seže pregloboko v njegovo interesno sfero, ga odstavijo oziroma preko medijev diskvalificirajo. Lahko rečemo na področju šolstva, dokler bo na eni strani šolski minister ali pa nek minister za javno upravo, na drugi strani pa šef sindikata, ki ni nikoli rabo iti na volitve, mislim, da se stvari ne bojo spremenile. Mi imamo en kup podsistemov, ki niso nikoli preverjeni na volitvah, so pa centri moči in to desetletja. In v tej državi dejansko ta druga vrsta, ki ne bo nikoli predmet, se pravi preverbe, nikoli predmet kritike, nam vlada in lahko rečemo tudi, nam je nekoliko ukradla to našo državo. Metka, se strinjaš s tem, da nam igralci s klopi tako rekoč krojijo igro in rezultat? Ja, se strinjam. Strinjam se tudi s tem, kar je dejal Gregor, da mi potrebujemo ravno tako tudi konkretne rešitve in to takoj nemudoma v šoli. Če naredim eno primerjavo, v šoli, ko pri nas pride do težav, mi to rešimo v enem dnevu, maksimalno teden 14 dni, ampak takrat se lahko že izkažemo z vsemi zapisniki od sestankov z ravnateljem, svetovalno službo in tako naprej. Ministrstvo pa zato, da sploh zazna problem, potrebuje 5 do 10 let, kar nekaj medijskih pritiskov, da se začnejo stvari premikati. Brez tega ne gre in mi bi radi to tudi novi vladi položili nekako na srce, ali kako se temu reče, da potrebujemo res takoj nemudoma konkretne rešitve. Mi imamo kar nekaj odprtih problemov, ki se vlečejo že zelo dolg časa. O njih smo tudi v medijih že govorili, recimo trenutno tudi zelo aktualno, ker smo spet maja nacionalno preverjene znanja. No, to me posebej zanima in verjetno še marsikatera starša. Kako je zdaj s temi NPZ-ji? Bo bela stavka? Čakamo, da poveš, ne? Jaz mislim, da bo treba. Jaz sem takoj za belo stavko. Kaj to pa pomeni? NPZ-ju ne bo? To je pol dobra novica.
vrtca za vse otroke. Ja, če NPZ-ji smo se zadnjič pogovarjali z eno šolo, niso v letno delovnem načrtu zapisanih, lahko tudi se ne izvaja, ne pravijo. Jaz se strinjam. Ne, jaz se tudi strinjam. Sploh, če nič ne pomenijo. Sploh, če država ne ve, kaj ne z njimi naredi. Najprej treba en temeljit razmislek, a je to nadzor učiteljev šol, a to preverjamo res zunanji inštitut, preverja znanje naših učencev, zakaj potem tako odstopanje? Učenci, ki imajo slovenščino 5, dosegajo rezultate 3 na nacionalnem preverjanju znanja. To nikogar ne skrbi, ne, mene pa. Tako da nacionalno preverjanje je zelo, zelo problematično in s tem, da se ga zdaj pomika v 3. razred, preizkus je bil že narejen, večina učiteljev je proti, ker to pomeni v tej dobi, ko je prvič so takrat naši otroci ocenjeni, to je prvi stres, drugič, zaključuje se prva triada in mi že zdaj opozarjamo, da je ta nežen prehod v 9-letki z vrtca v 1. razred ni več tako nežen, razen pri učiteljih, ki so sposobni drugače organizirati pouk. Večinoma otroci, če boste šli pogledat po šolah, sedijo, ne igrajo se po kotičkih, ni to tako kot mala šola, to je zelo resno. Zdaj pa si predstavljate NPZ v 3. razredu, kakšen bo 1. razred, bolj naravnan še proti tej storilnosti, sedenju, medtem ko poslušamo točno druge stvari. Učenci rabijo več gibanja, otroci, več športa in tako naprej. To ne gre eno z drugim. Jaz bom eno provokativno vprašanje povedal. Zakaj vam vedno občutek, da učitelji stavkate samo zaradi plač in nikoli zaradi drugih vsebinskih vprašanj? Ja, Pardon, ja, Gregor, ta beli štrajk... To se meni zdi zelo pomembno. Namreč jaz ne bi veliko večjo legitimnost dal ta učiteljski boj, ravno v tem, če bi kdaj tudi videl te vsebinske zgodbe. Ne? Ja, no, kot smo na začetku odprli to temo, razumemo, ne, vsi, zakaj se borimo tudi za plače, ker je bilo to odvzeto. Ampak ta drugi del, ta beli štrajk, mi smo ga točno tako želeli pripraviti, v smislu strokovnih zahtev. Čisto bi pustili te plače ob strani, zato imamo namreč sindikat, ne oni to delo opravijo. Naslednji problem, ki je odprt, mi smo ga že omenjali, rešitev nujno teh anonimnih prijav, da ne povzročajo škode, ne rušijo tega pedagoškega miru. Učitelj, dober učitelj, ki je tudi lahko ovaden, ni pač te domneve nedolžnosti. 14 dni trpi pod tem nadzorom inšpekcije zato, da potem ugotovi, da je vse prav oziroma da ima celo tako dobre teste, da bi zavod svetoval, ne se po celi državi razširijo. Mislim, to res ni prav. Potem imamo odprto temo delovni čas učitelja, ki sicer nismo učitelji odprli, je pa zelo pomembna, zato ker ne bi radi bi ohranili svojo avtonomnost, ne bi radi svojega časa, ki bi ga namenjali učencem, porabljali za izpolnjevanje različnih tabel, zato da bi zadostili neke enakopravnosti, sigurno, ja, naj se doprinos po vseh šolah uredi na čim bolj pravilen način, ampak naj se ravnateljem in učiteljem pusti to samostojnost. Takrat so učitelji kreativni in to dober ravnatelj na dobri šoli zelo dobro ve, ker tak kader zbere že na samem začetku, ko ima ta, ko reče moj ravnatelj pedagoški eros oziroma nabojne. Na takih učiteljih je treba graditi in ta učitelj sigurno ne bo izpolnjeval tabele, ampak bo v 5-minutni pauzi govoril z otrokom, ne. Da vam dam še zdaj en skupen izziv. Imenovanje ravnatelja. Kdo bi jih moral imenovati? Župan kot ustanovitelj recimo osnovne šole ali učitelji z glasovanjem ali kako bi moralo to biti? Dobro vprašanje. In rabimo direktore šole pa še pedagoškega vodjo, ali je možno, da je dober direktor tudi dober pedagoški vodja? Je to sploh možno, da je en človek v eni osebi odličen na obeh področjih? Vidim, imate zdaj vsaki svoje strani tu dosti izkušenj s tem. Torej, dejstvo je, da siguran je sedanji sistem, lahko ima zelo veliko pasti. Morda po teh parih letih nimam popolnoma enoznačnega odgovora. Si pa upam trditi, da samo to, da je učiteljski glas najmočnejši v tem imenovanju, da ni prava pot. Dejstvo je, da v enem delu seveda mora biti zelo močno sodelovanje med ustanoviteljem, to je lokalno skupnostjo. Strinjam se tudi, da bi glas staršev mogel biti pomemben, pa se tudi včasih vprašam, ali so pravi interesi takrat pride na plano, ko so starši tam. Ampak to je zdaj spet to, kar smo rekli. Če nekomu damo to avtonomijo, to oblast, ali bo pravilno izpolnjeval ali ne. To ni zdaj več naš problem. Jaz mislim, da je prav, da bi starši imeli besedo.
To, da je pa danes večina s strani učiteljev, se mi zdi, da včasih zelo slabe rešitve. To notranje lobiranje ne pripelje do najboljših rešitev. Lahko se nek mini ta solidarnost, sindikalna solidarnost vzpostavi, kar lahko tudi do precej slabih situacij pripelje. Kakšne so tvoje izkušnje, Metka? Zelo kompleksno vprašanje. Inšpektorat za šolstvo se večino časa ukvarja ravno s temi vprašanji, ne pri volitvah ravnateljev, največ pritožb tudi ministrstvo je to pokomentiralo v kakšnem odmoru delovne skupine, da to je res zahtevno vprašanje. Mi smo v učiteljskem združenju predlagali 2 izboljšavi. Ena je ustanovitev učiteljske zbornice, ki sem jo že omenila. Drugo je pa tudi nov način imenovanja ravnateljev, ker zdaj še ni pravi. Nas tudi strani staršev, seveda je to sodelovanje nujno, ampak nas tudi strani staršev moti, že strani učiteljev je kupovanje in kupčkanje glasov zelo, zelo prisotno, sploh kadar so notranji kandidati na šolah, kar pomeni, da en učitelj ali pa pomočnik ali pa seveda svoje kolege prepričuje in tega je res preveč, se strinjam. Pri nas pa tudi pri starših nas tudi ker moti ena stvar, in sicer šola se vedno bolj trudi biti všečna. Šola ne more biti všečna, šola mora biti samostojna in tudi, ne rečem, mogoče kar uporabim besedo, precej stroga tudi ustanova, z velikim spoštovanjem in distanco tudi strani staršev. Vsaka šola to po svoje ureja, vendar kjer starši pridejo preblizu vodstvu, ni dobro. Tukaj se popolnoma strinjam. Je pa dejstvo, da prej ali slej si objektiven. Tvoj otrok zaključi osnovno šolo, gre v srednjo, ti vidiš, da tam pride iz 5-10 osnovnih šol različnih otroci. Težavo imamo, Gregor, moramo biti tudi subjektivni. Čas se nam je nažalost iztekel. Tako da z veseljem še kdaj najlepša hvala Metka Zorec, Gregor Macedoni za vajine današnje komentarje. Po oglasih pa vam bomo pokazali, kako je SD Cerarjev odstop izkoristila za kolesarske izlete po Sloveniji.